Lepo pozdravljeni. Novo izvoljeni poslanci državnega zbora so se v petek sestali na ustanovni seji. Po potrditvi mandatov vseh 90 poslancev so za predsednico državnega zbora izvolili prvo žensko na tej funkciji, Urško Klakočar Zupančič. V Državnem zboru Republike Slovenije je na petek 13. potekala ustanovna seja. Še pred njo je bilo na vrsti obvezno evidentiranje poslancev. Novo izvoljene poslance sta nagovorila predsednik države Borut Pahor in dosedanji predsednik državnega zbora Igor Zorčič. Spoštovani predsednik Republike Slovenije, spoštovane poslanke in poslanci 9. sklica državnega zbora. Iz Posavja so tudi v tokratnem sklicu 4 predstavniki ljudstva. Edina novinka med njimi je Nataša Avšič Bogovič iz Gibanja Svoboda. Občutki so v redu, spala sem pa tudi dobro, ker je bila utrujenost kar velika zaradi obveznosti v prejšnjih dneh. Tako da sem spočita, željna novih izzivov, novih delovnih obveznosti se ne bojim. Njena strankarska kolegica Tamara Vonta se je s tem mandatom znova vrnila v poslanske klopi. Kaj je drugače? To bomo pa videli, kaj je drugače. Videli smo zdaj 2 leti, kaj se je dogajalo drugače, nekaj takega, kar si v bistvu ne želim, da bi se ponovilo. V parlamentu ostajata dolgoletna poslanca Tomaž Lisec in Matjaž Han, ki je tudi kandidat za gospodarskega ministra. Vsak, ki se je odločil za, to poslanstvo, ve, da gre v zahtevno službo. Jaz bi pa res iskreno želel, da smo med sabo dostojanstveni, spoštljivi, argumentirani in da delamo dobro za ljudi, ki so nas izvolili. Glede na zadnje mandate podobna izkušnja, veliko novih obrazov, ki se nekako verjetno še išče po hodnikih državnega zbora, ampak sam sem vesel, da pride do neke mešanice, tudi nekaj izkušenih političnih obrazov, tako da jaz upam, da bo tako kot je danes prvi dan minil dokaj v enotnem tonu, tako sledilo tudi nadaljevanje. Na ustanovni seji so poslanci izvolili novo predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič iz Gibanja Svoboda, ki je s tem postala prva ženska na tej funkciji. Kaj svoji naslednici sporoča dosedanji predsednik Igor Zorčič? Lahko izporočim to, da je pač delo dostikrat zahtevno, da je treba ne glede na svojo politično opredeljenost prisluhniti tudi opoziciji, poslušati, kaj pravi, tudi če se včasih zdi odveč, in skrbeti za to, da ima tudi opozicija možnost, ki ji ponuja poslovnik, ki ponuja ustava, torej da lahko kaj povedo ali pa spravijo v odločanje, kakšen njihov predlog. Med eno od prekinitev seje je pred mikrofone stopil tudi predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob in komentiral zadnje poteze odhajajoče Janševe vlade. Žal ta vlada sprejema neumnost za neumnostjo. Verjamem, da jih bo še kar nekaj. Ko bomo prišli tja 3. 6. se bomo usedli in pogledali, kaj vse in seznam, verjamem, da bo dolg neumnosti, kaj vse moramo postoriti. Zdravstveni minister podpisal tudi nekaj sklepe o investicijah v zdravstvu. Damo še tega v isti seznam neumnosti. Vse to vam pravim. Investicije za 4 leta naprej, praznike za 10 let. A je to tisto, kar počne odgovorna vlada, potem, ko izgubi na volitvah? Ne. Med predstavniki ljudstva je bilo večkrat slišati, da so pred njimi zahtevna 4 leta. Katerim področjem pa se bodo posvečali poslanci iz Posavja. Zagotovo, kot sem že večkrat tudi v svojem delovanju na različnih področjih pokazala, so to vprašanje človekovih pravic, zagotovo je to kultura, zagotovo je to medijska politika, tako da to so področja, kjer bom zelo intenzivno delala. Novo zasedbo državnega zbora v prihodnjem 4-letnem mandatu sicer sestavljajo poslanci 5 strank: Gibanja Svoboda, Slovenske demokratske stranke, Nove Slovenije, Socialnih demokratov in Levice. V mandatno-volilni komisiji sem že potrjena, želim pa se sodelovati tudi v odboru za gospodarstvo, odboru za infrastrukturo, morda tudi šolstvo, vsekakor bi si pa želela sodelovati tudi v odboru za kmetijstvo. Na tem področju sicer do sedaj nisem delovala, samooskrbe nam primanjkuje, ekološke pridelave ravno tako. In želim poiskati en takšen nov izziv zase tudi na tem področju. Jaz upam, da bom tudi kot opozicijski poslanec nekako navezal stik z ministri ali državnimi sekretarji in jih večkrat pocukal na rokav, predvsem ko bo šlo za teme, ki se tičejo tako ali drugače tudi samega Posavja.
100 otrok, ki obiskuje vrtec Ringaraja v Artičah, se je razveselilo novih prostorov. Poleg sodobnih igralnic, imajo jih 6, so pridobili še zunanje igrišče, prostorne garderobe in bralni kotiček. Vrednost novega in energijsko varčnega vrtca je približno 2 milijona 650 tisoč evrov. Občina Brežice je za vrtec pridobila sredstva ekosklada v višini 326 tisočakov. Artiški otroci so prag novega vrtca prestopili že marca. Pričakale so jih sodobne svetle igralnice v novo zgrajenem prizidku k tamkajšnji osnovni šoli, na katere so se hitro privadili. Meni je pa všeč, ko se lepo igramo in da se družimo skupaj. Ker smo mi v vrtcu združeni in imamo fajn. Hodnike imamo, da se radi lahko s novimi igračami igramo. In tam imamo se teraso za tak. Mi imamo pa novo igrišče, tam pa plezamo, pa skačemo. Vsaka igralnica je opremljena z lesenimi podesti, ki so med otroki še posebej priljubljeni. Gor imamo kuhinjo in se igramo. Se rad igram gor, ker imamo tudi kotice in se lahko igramo. Meni je všeč tam gor zakuhati. Pravo kuhinjo imamo, ko kuhamo. Poleg velikih skupnih prostorov so si ustvarili še bralni kotiček. Svoje prostore so pridobile tudi vzgojiteljice. Mi res ne pogrešamo več starega vrta, čeprav ga imamo tule čez, še vedno sicer hodimo tja na kosilo, ampak otroci so se res tako v bistvu vživeli v te naše prostore, in seveda s tem tudi nove igrače imamo recimo tudi prostore, ki ga prej nismo imeli, stiske smo imeli izredno veliko stisko, predvsem v garderobah, tako da imamo zdaj izhode na terase, v teh imamo tudi potem posebej mesta za škornje, za balerine in za dežnike, kar prej nismo imeli. Prostorsko stisko vrtca, ki je bil pred leti zgrajen za 2 oddelka, so doslej reševali z uporabo šolskih razredov in najemom prostora pri zasebnikih. Zdaj so pridobili vse potrebne prostore, ki jih potrebujejo za delo in bivanje. Seveda tudi oprema je temu primerna, sodobna, vsa je nova, prostori svetli. Dobili smo izhode iz igralnic na terase, ker tudi prej tega nismo imeli. In pa del otroškega igrišča se je obnovil in čez nekaj časa bomo skupaj z občino Brežice še povečali otroško igrišče. Občina Brežice je namreč pred sklenitvijo pogodbe za odkup dela zemljišča na južni strani novega vrtca, na katerem bodo pridobili dodatne površine za dejavnosti na prostem. Novomeška Krka že od leta 2012 organizira Teden humanosti in prostovoljstva. Prostovoljci so med drugim darovali kri, zbirali potrebščine ter se družili z otroki s posebnimi potrebami in varovanci varstveno-delovnih centrov. Mi pa smo jih prejšnji teden, ko je akcija potekala, obiskali v domu starejših občanov Krško. Poglejmo izjave. Naši stanovalci so že zdaj kar željni takšnih druženj in vsaj 2 leti resnično ni bilo tako jim to omogočeno, tako da jim to veliko pomeni, da nekateri tudi po dolgem času bodo šli na svež zrak. Tak sprehod mi sami izvesti ne moremo. Njim pa to pomeni, da gredo malo pogledati zunanji svet, marsikdo gre redko na takšen sprehod, ima socialni stik z pogledi, z nekimi stvarmi, ki sicer nima. Veliko jim pomeni tudi to, da srečajo neznane ljudi, tiste, ki sicer ne prihajajo, saj jim to daje občutek, da so še vedno del socialnega sveta. V Tednu humanosti obiščemo razne domove za ostarele, obiščemo razne druge domove, kjer živijo drugačni in jim tako polepšamo dneve. S tem, ko se udeležujemo takšnih akcij, vidimo, kako živijo drugačni ljudje in s tem potem smo še bolj srečni, ker lahko delamo v tako dobrem podjetju, kot je Krka. Z to akcijo smo začeli že leta 2012, ker smo opazili, da se je pričela neka kriza, da so vse več ljudi je živelo v nekem pod socialnim robom,
vse več ljudi ni bilo vključenih v družbo in pa, da smo povezali tudi številne aktivnosti krkašev, prostovoljcev, ki so individualno delovali po različnih humanitarnih ustanovah že prej. Pa seveda namen te akcije je čim več ljudi, čim več sodelavcev in sodelavk navdušiti za prostovoljstvo, predvsem mladih generacij, da se vključijo v pomoč družbi. 4 umetniki, 4 življenja, 4 zgodbe, 4 unikatne sobe. V hotelu Kunst imajo poleg prenovljene zunanje podobe hotela in dela notranjosti gostilne tudi edinstvene unikatne sobe, ki so jih zasnovali tako, da odražajo življenje umetnikov, ki prihajajo iz Posavja. Podpisujejo jih akademski slikar Jože Marinč, pevka Nuša Derenda, režiser Damjan Kozole ter igralec Slavko Cerjak. Vsaka soba odraža duh izbranih umetnikov, njihovih ustvarjanj in življenjskega sloga. Ob tem pripravljajo 4 dogodke, vsakega od teh pa gosti eden od prej omenjenih umetnikov. Drugi v nizu, Teden umetnosti, je potekal prejšnji teden. Gostili so slikarsko kolonijo, ki jo je vodil Jože Marinč. Prostore in dvorišča hotela Kunst so takole zavzeli čopiči, barve in platna. Slikarske kolonije, ki jo je vodil akademski slikar Jože Marinč, so se udeležili še Maksimilijan Sternat-Milč, Jerca Šantej in Mitja Bobnar. Delam hitro zjutraj, ker imam pasto in se mi pasta hitro suši. Danes sem napravil to sliko že zjutraj od 4:30, naprimer, do zdaj. Vsak umetnik je k tednu doprinesel svoj pečat. Jerco Šantej denimo zadnje čase navdihuje odtis plastike. Recimo platno kupiš in je v plastiko zavit in ker nerada vse uporabim in potem to plastiko v bistvu iz tega naredim odtise in večkratne in lejerje in na ta način in to je tehnika, ki jo uporabljam tudi običajno. Svoji tehniki je ostal zvest tudi gostitelj slikarske kolonije. Delam nekaj vrste krajino, ki je malo posebna, ker je polno noter mikrokozmosov raznih, ko bi se nekaj dogajalo v tej krajini ali na poljih ali na njivah ali v tem pragozdu ali kjerkoli. Mogoče so malo bolj energetske barve, to se pravi malo živahnejše, zaradi tega, da je večji kontrast med realnim življenjem in dejanskim stanjem, ki ga imamo mi že v svetu. 3 umetnikom se je pridružil oblikovalec Mitja Bobnar, ki je v hotelu Kunst zasnoval 4 umetniške sobe. Tokrat se je posvetil delu, ki se je nanašalo na vojno in trenutno stanje v Ukrajini. Precej zgovorna je bila že izbira materialov, žita in moke. Tole predstavlja neko vojsko, a ne po žitnih poljih. Tukaj vidimo pa, kaj je ostalo od mest. In več ali manj nam to servirajo ves čas. Pač se mi zdi dobra tema, barve se mi zdijo take, hotel so neko hladno vzdušje. Teden umetnosti je drugi od 4 tematskih dogodkov, ki jih pripravljajo pri Kunstu. Prvi je bil za Nušo Derendo, kulinarično glasben večer, drugi je za Jožetom Marinčem, nosilec tega tedna naše umetnosti, ki se dogaja v naši hiši. Potem pa še imamo en dogodek z Damjanom Kozoletom, pa enega na temo s Slavko Cerjakom. To so vsi, ki imajo pri nas sobe, ki so po njih opremljene, po njihovem stilu, tako da izražajo njihovo udobje. V tem tednu smo pa želeli prinesti v našo hišo umetnost, barve, ta umetniški duh, ki se dogaja skozi cel teden. Kolonije so se razveselili tudi umetniki, saj so jih v zadnjih 2 letih že precej pogrešali. Parada, krasno, ker je konc tega covida, pa tako ljudje so malo zaživeli, dogaja se, res je dobro in mislim, da tako, da bi bili prenovljeni, veš, nove energije imaš, nove, vse je drugačno in se res radi udeležujemo, ker rabimo to, rabimo komunikacijo, rabimo dotike, vse to super, zato je pa še boljše tako. Poletje je en tak čas, ko ustvarjamo več ali manj od zunaj, in to je letos moja prva kolonija, zdaj grem še na 4 kolonije, v juniju mesecu gremo na Pašman in tako, nekje lepo je delati zunaj in druženje in eno z drugim povezano. Teden umetnosti so sklenili z art večerom, ki je bil osrednji dogodek tedna.
V tem mesecu se sprehajamo po našem arhivu, brskamo po predalih in policah, vse to z namenom, da vam pokažemo nekaj utrinkov iz leta 2012. Letos namreč mineva 10 let, odkar je zaživela posavska televizija e-Posavje TV, takrat še pod imenom Ansat TV, ko so si gledalci lahko ogledali prvi prispevek v oddaji Posavski tednik. Voditeljica in novinarka Katarina Zupančič je v prvi oddaji Posavski tednik takole pozdravila gledalce. Spoštovani gledalci, drage gledalke, lepo pozdravljeni v tedenski informativni oddaji Posavski tednik, ki bo za vas spremljala dogajanje v posavskih občinah in jo boste lahko spremljali na televiziji Ansat TV. Posavskemu tedniku so kmalu sledile številne informativne, pogovorne in razvedrilne oddaje, med drugim Meh za smeh, Soundcheck iz naših občin, Preprosto naravno, Popolna preobrazba, Gospodarski pregled, Po poteh kulture, Mozaik obrti in podjetništva ter Ozadja z Dorotejo. Oddaje so se skozi leta spreminjale, nadgrajevale, posodabljale. V prvem desetletju televizije se je zamenjalo kar nekaj njenih ustvarjalcev. Kljub temu e-Posavje TV še naprej ostaja predvsem lokalna, z vsebinami, ki zajemajo čim širši del gledalcev v vseh 6 posavskih občinah. Vedno večji poudarek namenjamo več predstavnim vsebinam in ažurnemu podajanju informacij, zato smo se pred 3 leti združili s spletnim portalom eposavje.com, ki je v tem času postal vodilni posavski spletni medij. Več o povezavi med televizijo in spletom pa v eni od naslednjih oddaj. Za konec poglejmo še na splet oziroma najbolj brane novice minulega tedna na eposavje.com. Spoštovani gledalci in gledalke, hvala za pozornost in nasvidenje do prihodnjič.